Konec 60. let prejšnjega stoletja je bilo na območju današnjih Dravelj v Ljubljani odkrito grobišče iz časa preseljevanja ljudstev. Arheologi so izkopali 49 skeletnih grobov. Pri pregledu kostnih ostankov so ugotovili, da imajo mnoge lobanje sledove umetnega preoblikovanja. Da bi to preverili, smo jih dali v ponovne antropološke raziskave. Antropološke analize so pokazale, da so posamezniki umirali relativno mladi, nekje med 23 in 35 letom. Izkazalo se je tudi, da so imeli precej zdravstvenih težav in pa opazili smo kar nekaj posebnosti. Denimo, na eni izmed lobanj je bilo opaženo namensko preoblikovanje. Na lobanji lahko opazimo rahlo sinusno obliko, najverjetneje so že otroku, nekje pri rojstvu in do 3. leta, aplicirali povoje, ki so namensko preoblikovali lobanjo. Verjetno iz estetskega razloga. Še ena posebnost so piramidalni kočniki. Pri osebi so bili vsi kočniki enokoreninski, oziroma korenine izgledajo kot piramide. To je bolj značilno za azijske populacije, v Evropi pa naj bi jih imelo le med 5 in 9% ljudi. Ker pri 3 od 5 lobanj pa je bil ugotovljen tortikolis oziroma ukrivljen vrat, opazan je v asimetriji lobanje, in sicer je desni nadočesni obok bolj izražen kot levi, prav tako je desna temenica bolj izbočena od leve. Do ukrivljenega vratu pride, če je otrok v maternici pozicioniran narobe ali kasneje pri porodu, če se nategne mišica obračalka glave. V 5. in 6. stoletju stanja najverjetneje niso zdravili, zato asimetrijo lahko opazimo tudi na lobanjah odraslih. Danes je stanje ozdravljivo, in sicer s fizioterapijo ali kirurško. Na 4 izmed 5 skeletov so bili opaženi tudi znaki pomanjkanja vitamina C oziroma skorbuta. Vidni so na nebnici, ki je porozna, poleg tega vidimo odloženo novo kost. Porozna je tudi zagozdnica. Pomanjkanje vitamina C je verjetno pomanjkanje vitamina C v prehrani. Stanja niso posebej zdravili, zazdravilo se je kar samo ob spremembi prehrane.